Drage Slovenke in Slovenci, doma in povsod po širnem svetu, spoštovane državljanke in državljani, visoki gostje, ekscelence in prijatelji. Nocoj smo se zbrali na predvečer državnega praznika. To je osrednji praznik naše ljube domovine, dan državnosti. Ponosno nas spominja na enkraten, veličasten, magičen zgodovinski trenutek, ko je bila razglašena samostojnost in neodvisnost naše Slovenije. Ob tako slavnem prazniku je lepo in prav, če nas ponese malo vznesene navdušenosti. To ne pomeni, da hvalimo vse, kar smo dosegli in česar nismo. Bolj kot običajne dni, pa je vsaj enkrat na leto čas, da na glas povemo: srečni smo, ker imamo svojo Slovenijo. Ta Slovenija smo njeni ljudje in sem in tja potrebujemo romantičnega navdiha. Na koncu vseh koncev nas je navduševal in hrabril tudi v času slovenske politične pomladi in vse ljudske zanesenosti, ki je preko plebiscita pripeljala do ustanovitve naše države. Spoštovane gospe in gospodje, vem, da 27 let kasneje številna upanja in mnoge sanje za marsikoga ostajajo zgolj stare skrbi in novi strahovi. Toda eno je gotovo: brez lastne države ne bi bilo nič bolje. Nismo rešili vseh problemov, ne še. Brez samostojne Slovenije ne bi bilo izgledov za boljšo prihodnost. Brez lastne države bi bili odvisni od volje drugih. Tako pa, v skladu z našo suvereno voljo, od ustanovitve svoje države počasi, a trmasto in smelo, vendarle obračamo stvari na bolje. Razumljivo je, da smo glede vsega tega kritični. To nenazadnje spodbuja vsestranski napredek. Vendar je tudi prav, da ponosno opazimo velikanske spremembe in sijajne dosežke, ki so nam v tem času uspeli. V dobrega četrt stoletja smo iz naroda prerasli v nacijo, iz totalitarizma v demokracijo, iz dežele v neodvisno in samostojno državo, iz države, ki so ji na začetku vsi odrekali diplomatsko priznanje, smo postali enakovredni in enakopravni del mednarodne skupnosti. In šele komaj uveljavljene suverene države smo postali aktivna članica Evropske unije in Zveze NATO. Slovenija je priznana, enakovredna članica evropske in svetovne družine narodov in držav. Slovenščina je uradni jezik Evropske unije. Danes imamo po svetu številne prijatelje in nobenega sovražnika. Tudi zaradi tega velja Slovenija za eno najbolj varnih držav na svetu. Danes imamo skratka ugled države za veliko prihodnostjo. Spoštovane gospe in gospodje, v dobrega četrt stoletja smo uredili najbolj vitalna vprašanja naše države. Rešili smo jih po mirni poti, vključno z določitvijo vseh naših meja. Rešili smo se tudi iz največje svetovne gospodarske krize po drugi svetovni vojni. To so velike reči, vredne velike države. Vse to nam zdaj omogoča, da se bomo kvalificirano, odgovorno in uspešno znašli v vrtincu sprememb, ki nas čakajo v naslednjega četrt stoletja. Tudi glede tega bomo seveda ostali močno privrženi evropski ideji, tej plemeniti varuhinji miru in varnosti. Toda, če bi se proti naši volji zgodilo karkoli, kar bi v samih temeljih preizkušalo naše nacionalne
in državne sposobnosti, potem lahko glede tega danes nocoj ugotovim sledeče. Enotni smo absolutno sposobni zavarovati vse naše nacionalne in državne interese v prid miru, varnosti in blaginje naših ljudi. Spoštovane državljanke in državljani, ko nas obiščejo tujci, jim lepota narave, urejenost dežele, razvitost in varnost države ter prijaznost naših ljudi vzamejo sapo. Naj ne ostane pri tem, da to opazijo samo drugi. Vsaj na državni praznik opazimo to tudi mi. Vsi mi smo lahko nenazadnje na to tudi ponosni. Srečni smo, ker imamo svojo Slovenijo. Marsikaj od tega smo v dobrega četrt stoletja ustvarili sami, s svojim znanjem in svojim delom. Seveda smo delali tudi napake in tudi v prihodnje se jim ne bo moč v celoti izogniti. Toda dokazali smo sebi in drugim, da zmoremo. To je za našo samozavest bistvenega pomena. Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, ustanovitev naše države je bila elementarno spravno dejanje, tako kot je bila spravno dejanje ustanovitev Evropske unije. Dokler bo prevladoval duh sprave in dokler se bomo zavedali naše soodvisnosti znotraj naroda in mednarodni v Evropski uniji, nam nič ne more do živega. Nič ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnjega četrt stoletja. Toda, če bomo držali skupaj, bomo vse, še tako dramatične spremembe sveta, obrnili v prid naših narodnih stremljenj. Zavedajmo se vselej, ko smo na pragu velikih izzivov, da smo bili sposobni uresničiti 100-letne sanje in da znamo rešiti velikanske probleme, če nas povezujejo medsebojno spoštovanje, sodelovanje, solidarnost, zaupanje in čisto človeška dobrota. Kot rečeno, ne vemo, kakšna prihodnost čaka nas, naše otroke in naše vnuke. Toda, odločeni smo storiti vse, kar je v naši moči, da v miru odrastejo v svobodne in ustvarjalne osebnosti. Lepo bo, če jih bo jutri, na praznični dan, spremljal občutek sreče in zavedanje, da so ljubljeni. Lepo bo, če nas bo vse na praznik spremljal občutek sreče, ponosa na našo državo in ljubezen do naše domovite. Spoštovane gospe in gospodje, sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke za dan državnosti, za mojimi najboljšimi željami za našo skupno prihodnost. Hvala za vašo pozornost in srečno Slovenija!